Pozdravljeni v novi petkovi oddaji 5 minut za. Tokrat bo z Robijem govorila o veriženju blokov. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matjaž. Moram reči, da sem moral včeraj prav pogledati, kakšen je pravilen slovenski prevod blockchaina, ker imamo v bistvu ponovadi kar navada reči blockchain, to je skratka veriženje blokov. Robi, mislim, da si ti tukaj bolj domač kot jaz, lahko v parih besedah začetka sploh poveš, kaj sploh to je. No, jaz bolj domač, nihče od nas ni čist domač od teh teme. Suvereno ne, ampak mislim, da imaš več izkušenj s tem. Ja, če na hitro povem zdaj, kaj bi ne bil blockchain. V bistvu niti ne vem, kako točno ga definirajo, ampak blockchain bi ne bila neka veriga, v katero verižimo podatke, ki imajo časovni žig in se jih zaradi tega ne da ponarejati. A sem to dosti na hitro povedal? No, to, da se jih ne da ponarejati, je v bistvu najbrž stvar, kako se pol to deli med vsemi udeleženci znotraj, ki pač to delajo, ne? Zato, da pač oni garantirajo, ne? Da se stvari niso spremenile in da so narejene tako, kot mora biti, ne? Da je pač veriga blokov takšna, kakršna mora biti, ne? Ja, no, da povem na hitro, blockchain je bil peljan s prvim white paperjem, ki spet ne vem, kako bi to prevedel slovensko, ki je napovedoval oziroma utemeljil novo digitalno valuto, ki jo danes vsi poznamo pod imenom Bitcoin. In takrat je bilo prvič pač se začelo govoriti čeprav sem nekaj slišal, da niti ne prvič, ampak takrat se je spet začelo govoriti o neki tehnologiji, ki bi omogočila eno tako digitalno valuto, za katero pa pač seveda mora zagotoviti, da se ne more neomejeno ustvarjati, pa da so transakcije zabeležene in tako naprej. No, in ravno zaradi teh transakcij se je potem pojavil ta famozni blockchain, s katerim so vse transakcije beležene. In zato, da se novi digitalni kovanci oziroma kakorkoli temu rečemo, ne morejo kar tako ustvarjati, ne? Se tudi jih ne da ponarediti, ne moreš, transakcije so zabeležene ravno s tem namenom, da se ve, koliko česa ima vsak posameznik in tako naprej. No, in tam naprej je bil izpeljan ta blockchain. Je pa zdaj nastalo ogromno nekih blockchainov, na katerih temelji ogromno nekih kriptovalut, pa še tudi ostale aplikacije na blockchainu so, ki so mogoče bolj zanimive tudi stališče gradbeništva. No, ampak če smo že pri gradbeništvu, to, da bi imelo, ne vem, neko podjetje svojo valuto, takole v bistvu najbrž ni glih glavni namen tega, ne? Ampak je nekje drugje. In recimo, če si že omenil Bitcoin v bistvu pač najbrž vsaj večina, ki posluša tole, je najbrž že slišala, ampak obstaja, kot rečeno, še cel kup drugih. Ne samo valut, ampak tudi uporab blockchaina oziroma tega veriženja blokov z drugim namenom. In to bi bilo pa najbrž bolj aplikativno na gradbeništvo. Ja, no sej, tako kot se pri Bitcoinu beležijo transakcije v tem blockchainu, bi se lahko, če gledamo stališče gradbeništva, beležijo, ne vem, lastništvo ali pa izvedena dela ali pa karkoli se lahko dokazuje in zabeleži z nekim časovnim žigom. Zdaj še ena aplikacija se je pojavila na blockchainu, kar je pa prišlo z omrežjem Ethereum. To je pa dejansko neke pametne pogodbe, kar ni pa nič drugo, kar pomeni, da čez pametna pogodba je nek kos programske kode, ki zagotovi samo to, da če so izpolnjene ti pogoji, potem se nekaj ne izvede. Ne? Zdaj, kaj se to izvede? Ali se zapiše nekam, ali se izvede transakcija, ali karkoli od tega. No in te pametne pogodbe, če si predstavljamo, bi lahko bile uporabljene tudi v nekem gradbenem projektu, v nekem gradbenem procesu, mogoče za knjigo upravljenih del ali pa potrjevanje situacije ali pa karkoli od tega. No, in take aplikacije se zdaj že poskušajo uvesti tudi v gradbeništvo. To je, mislim, da je že 5 minut je že davno mimo, tako da najbrž so poslušalci lahko ugotovili, da o blockchainu se da še zelo veliko govoriti in mislim, da imamo v načrtu narediti eno daljšo oddajo, zapravo tako proper pogovori z nekom, ki bo zelo vešč
v tem delu. Tako da pričakujte eno tako oddajo v bližnji prihodnosti. Vsem vam, ki pa vas to zanima in to poslušate, v bistvu pejte na zapiske za to oddajo. Tam boste našli nekaj povezav tudi na članke, ki se nanašajo na gradbeništvo, pa na splošne članke o veriženju blokov, tako da v bistvu lahko si sami počasi začnete ustvarjati sliko, ali je ta tehnologija potencialno uporabna in kako v bistvu v gradbeništvu. To je tudi vse za danes. Robi, hvala za vse informacije za začetek. Mislim, da bo še o tem govorila, ne? Ja, seveda. Ok, adijo. Adijo.